A tukaj pečete krofe? Ja, v tem prostoru pripravljamo vse surovine. Surovine pripravljamo vse avtomatski, doziramo preko računalnika, ampak ker ne grejo vse surovine dozirati preko računalnika, jih doziramo tudi ročno. Kaj pa, če gre kaj narobe, pa recimo kakao dodate v kruh ali kaj takega? Računalnik ne mora, ker če se računalnik pokvari, potem surovine dozira vse ročno. Kakšne so sestavine za krofe? Gotova zmes za krofe, naslednja je olje, voda in kvas. Koliko krofov na dan pa izdelate pri vas? V normalnih dnevih okrog 5000 do 7000, v teh, ko je pust ali kakšni posebni prazniki, letos smo naredili tudi 2 milijona. A vi pojeste vsak dan en krof? Jem krof, zelo rad jem krofe, ampak vsak dan ne. A pa imate rajši marmeladne ali čokoladne krofe? Jaz osebno imam rajši marmeladni, proizvajamo pa tudi krofe z vaniljevo kremo in s čokolado. A ti so pa moji najljubši. Tu not je. Še malo. Zakaj pa dodajamo sol, vsej krofi so sladki? Sol ima tudi drugo funkcijo pri krofih, ker če ne damo sol zraven, krofi, ko vzhajajo, ne gre volumen v zrak, ampak raztečejo. No, fanta, zdaj smo pripravili vse surovine, kaj pa zdaj? Gremo mešati. Na roke, Na stroj. ročno. Okay. No, bomo kljub temu šli na stroj za mesto. Super. O, krofi! Krofe zdaj počivajo in čakajo na pečenje, da dobijo rahlo skorjico, potem ko se cvrejo, da ne vpijejo preveč olja in boljše, lepše obarvajo. Koliko časa se pa v bistvu peče na eni strani? V prvi fazi pečemo 4 minute, potem se avtomatski obrne in 3 minute. Kje pa v bistvu v krofe vbrizgate marmelado pa čokolado? Ja, ko je krof pečen, gre na avtomatsko brizganje marelišče marmelade, vbrizgamo 2 deki. Jaz sem enkrat dobil krof, ki ni bil napolnjen z marmelado. Fanti, to pa ni mogoče, žitovi krofi imajo vedno marmelado. Glej. A posladkate tudi vsakega? Ja, vsak krof je posladkan, boste probala posladkati. Še malo. Pa je kakšen poseben način, kako moramo jesti krofe? Ja, ko odpreš usta, nikoli ne smeš pihniti, ker izpihne sladko in se omažeš. Pa probaj tako. Je čisto prazno.